crazy. I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. No, zdaj smo pa tam. Ali imamo poslanci to pravico, da dovolimo, da se avtohtona slovenska norost udejani? To je vprašanje, s katerim se je po zaslugi poslanca Ivana Vogrina avtohtona slovenska javnost ukvarjala v tednu, ki se izteka. Vogrin meni, da 111. člen Ustave Republike Slovenije določa, da lahko Ideja za preizkus avtohtone slovenske norosti se mu je porodila ob branju časnika Dnevnik. Gospa Tanja Lesničar Pučko je 13. maja v Dnevniku napisala naslednje. Volitve srednjih počitnic bi bile eklatanten primer avtohtone slovenske norosti. zaradi večje pluralnosti se je Vogrin oprl še na časnik Delo. Zakaj bi bila to avtohtona slovenska norost? Ker imamo vodo v grlu. To je pa napisal Ali Žerdin v Delu de facto aprila 2014. Za vsak primer, če avtohtona slovenska modrost, natisnjena v avtohtonih slovenskih časnikih, ne bi bila dovolj prepričljiva, je Vogrin navedel še dodatno referenco. Ob Tanji Lesničar Pučko in Aliju Žerdinu je zbranim serviral še Alberta Einsteina. Einstein je rekel naslednje. Delati na enaki način in pričakovati drugačne rezultate je največja definicija norosti. Nič čudnega, da je vrli poslanec Vogrin sklenil presekati gordijski vozel. Ali imamo poslanci to pravico, da se avtohtona slovenska norost udejani? V sredo je zbrani novinarski srenji predstavil razloge za svojo odločitev, da avtohtonemu slovenskemu državnemu zboru predlaga avtohtonega slovenskega mandatarja. Njegovega imena pa ni hotel izdati. Ne povem zato, ker ni dobro povedati. Povedal pa je, da nima samo enega, temveč kar dva. Imamo tudi še rezervnega mandatarja, če s tem ne uskladimo, gremo na drugega. Oh, give the man a bloody medal! You're unbelievable. Kakor je bil obljubil, pa je Vogrin naslednji dan enega od njiju le pripeljal pred novinarje. Kandidat, ki je bil pripravljen stopiti v čevlje Alenke Bratušek, je bil Dušan Radonjić. Na vprašanje, zakaj se je odločil sodelovati v akciji Avtohtona slovenska norost, je Radonjić odgovoril. Želim pomagati. Predlagatelj Ivan Vogrin pa je ostal skrivnosten glede imen 10 poslancev, ki so mu obljubili podpis. 15 poslancev je zagotovilo in jaz moram verjeti ljudem, če dajo besedo, da bodo dali podpise. V četrtek, uro pred polnočjo, ko je tretjič zbral predstavnike sedme sile, da bi jih seznanil s tem, kako napreduje akcija imenovana Avtohtona slovenska norost, je Vogrin moral priznati, da sta podpisa samo 2. Dušan Radonjić je tako prenehal biti kandidat za kandidata pomirjevalca čevljev Alenke Bratušek. Kaj hočemo? V življenju je vse relativno. Celo avtohtona slovenska norost. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling